Dober dan, spoštovano občestvo. Spektakularen pletež šesterice gledališč in prav toliko braj izvedb si na prsi položi izdaten tovor. Meta temo, pravzaprav, hipertemo, če hočeva. Miniaturno vizualno pripovedovanje in slojevita zvočna slika v sobotništvu domišljata intimen nagovor sleherniku. Z nami je Tin Grabnar, režiser, poglobljen preizpraševalec sodobne lutkovne umetnosti, pobudnik in avtor veleprojekta Transport, ki pod skupen krov povabi 6 gledališč iz Slovenije, Estonije, Litve, Češke in Poljske. V drznem uprizoritvenem galopu smo tik pred premiero drugega dejanja in hkrati povsem avtonomne predstave Odhod. Tin Grabnar, dobrodošli. Živja. Primat ekonomije širom po svetu nas potiska v vedno večji brezup, bedo, nasilje in kaos, le zato, da bi rešili sveti finančni sistem, v našem imenu sekajo ude prihodnosti družbe z drastičnimi posegi v proračun za izobraževanje, kulturo, zdravstvo, okolje ter vse bolj nebrzdanim ropanjem naravnih virov, kar precejšen pik v srce. Beseda rast se kaže kot fetiš, rešitelj, ki prinaša odgovor za vse težave naših družb, ne da bi podrobneje opisali njen smisel, ne da bi videli, da je odgovorna za krizo, v kateri živimo. Se morate strinjati? Ja, absolutno. Svet, v katerem danes živimo, je v bistvu na nek način podvržen primatu kapitala, primatu nenehne gospodarske rasti in hkrati tudi primatu našega postavljanja v središče sveta. Torej to, da človek, mi sami sebe vidimo v središču sveta in da se počutimo, da lahko vzamemo to, kar si želimo. Občutek imamo, da nam pripada vse, narava, okolje, prostor, zdaj po novem še celo vesolje. Skratka, nič ni, kar bi bilo našim rokam nedosegljivo. In ja, ta kontekst v bistvu vodi v, kar je zdaj vedno bolj jasno, z vsemi posledicami, ki jih že občutimo na lastni koži, v bistvu vodi v izčrpavanje zemlje, izčrpavanje vseh naravnih dobrin, živali, rastlin, skratka vsega, kar nas obdaja in kar nam paradoksalno v prvi vrsti sploh daje življenje, ne. Tako da ja, jaz se spomnim svojih zelo zgodnjih let, ko je okoljska kriza, ekološka katastrofa bila še en tak oddaljen termin. Poslušali smo, strašili so nas, kaj vse se bo zgodilo, kaj vse se lahko zgodi. Neko nelagodje je bilo sicer prisotno že takrat, ampak to se je zdelo, slišalo se je kot zelo en oddaljen problem. Zdaj pa smo tukaj. Zdaj smo pa začeli v zadnjih nekaj letih to že čutiti na lastni koži. Siloviti požari, rušujoče, uničujoče poplave, vremenske razmere, ki se nenehno spreminjajo, ki so vedno bolj drastične, vedno bolj uničujoče, taljenje ledu na Antarktiki. Skratka, ekologija, ekološkost je nek tak, bi rekel, ja, hipertema, ki jo je zaradi obsežnosti, zaradi širine sploh zelo težko nasloviti, ker obsega toliko različnih sektorjev, ker je v bistvu vse na nek način prepleteno. Vi mislite gledališče, ki v vijačnico ustvarjalnega produkcijskega procesa vabi načine, ki zmanjšujejo ogljični odtis. Povedano otipljiveje, vsebinskemu, umetniškemu konceptu kot režiser in avtor privoščite enakovredno obravnavo načela trajnosti. Kako zlahka vam zares prisluhnejo vsi partnerji v tem postopku, vsi sogovorci? Ja, ko govorimo o ekologiji v gledališču, je točno to. Lahko jo mislimo na dva načina, oziroma o ekološkosti v gledališču, recimo. Prva stvar je sigurno, da se lahko ekologije lotevamo na ta način, da jo obravnavamo kot temo v predstavah. Torej, da jo mislimo, da iz vsebinskega vidika razmišljamo
ekologiji, o naravi, o odnosu med človekom in naravo, med človekom in živaljo, recimo, ne. To je nekako prvi aspekt ekologije znotraj gledališča. Drug aspekt pa je sigurno nek trajnostni način mišljenja gledališča, torej to, da poskušamo neke trajnostne prakse že vključevati v samo produkcijo gledališča, torej to, da bi gledališče tudi samo res bilo čim bolj okolju prijazno, da bi imelo čim manjši ogljični odtis, ne. Torej to sta nekako ta dva pola, te dve polji, ki ste jih v bistvu omenila. Zdaj pa, kar se tiče integracije tega, prvo, torej o vsebini, je danes znotraj gledališke produkcije že prostor za to. Torej, kar nekaj gledaliških hiš je zelo odprtih za to, da se o ekologiji spregovori, tudi na odrskih deskah. Malo težje pa je integrirati trajnostni način mišljenja v same predstave, zaradi tega, ker so produkcijski pogoji še vedno precej rigidni. Še vedno smo dostikrat recimo znotraj produkcije omejeni na neke časovne pritiske, na tudi cenovno ugodnejše rešitve, recimo, ne. Tako da je nek trajnosten način mišljenja gledališča precej težje vzpostaviti, tudi recimo zaradi pritiskov konkurence ali pa zaradi, nekih zunanjih občih meril. Tako da ja, jaz mislim, da je v bistvu o trajnosti oziroma o trajnostnem gledališču treba razmišljati že v samem izhodišču, torej že v osnovanju predstave. Torej, da že v bistvu, ko snuješ predstavo samo po sebi, ko predstava začne nastajati, da poskušaš že kot ustvarjalec misliti tudi njen trajnostni aspekt. Torej, je možno vzpostaviti neko produkcijo, ki bo čim lažja za okolje, čim manj težka po recimo ogljičnem odtisu, ne. Torej, en primer, v mariborskem gledališču smo imeli lani premiero predstave Monolog za živeče v času izumrtja, kjer je koncept takšen, da je v bistvu predstava energetsko samozadostna. Torej, to je že v samem izhodišču ideje, ne. Je torej, da imamo na odru dva kolesarja, ki poganjata celotno elektroniko predstave, kar pomeni, da je v bistvu na ta način predstava CO2 nevtralna. Zdaj, seveda, ne, še vedno je treba ogrevati gledališče, še vedno so na hodnikih luči, da publika sploh pride do dvorane, kar pomeni, še vedno nismo zdaj, da bi rekli, čist ogljično nevtralni, ne, ampak je nek poskus, recimo neka, kako bi rekel, nova praksa, nek nov model mišljenja gledališča, ne. Torej, je lahko ekologija tudi v izhodišču ideje, ustvarjalne ideje, recimo, ne. In mislim, da se pri tem ni nujno, ker dostikrat je recimo potem nek tak kontraargument, pa kaj bomo zdaj vsi vedno igrali na praznem odru z 4 stoli, ne. Jaz mislim, da ne. Jaz mislim, da se da razmišljati o gledališču tudi recimo znotraj velikih scenografij na trajnostni način. Torej, a so lahko materiali, recimo, ki jih uporabljamo za scenografijo, pridobljeni lokalno. Torej, a moramo res lesene plošče z drugega konca sveta recimo nabavljati, ne, a je lahko. Torej, uporabljamo materiale, ki so lokalno dostopni, pa materiale, ki so okolju bolj prijazni, barve, ki so recimo okolju bolj prijazne. Torej, cela neka serija vprašanje, ki se ob tem poraja. Gledališke postavitve v nizu transporta tega megaprojekta so koncipirane kot butične predstave. Scenografija je majhnega formata in sooseblja približanje. Resnično približanje, ali ne, Tin? Ja, res je. V bistvu smo se za to potezo odločili zaradi več nekih razlogov je bilo za to odločitev. Eden izmed razlogov je trajnost. Torej, ideja predstave je, zaradi tega, ker je projekt mednaroden in ker bo tudi sam po sebi veliko gostoval, torej predstave bodo gostovale po različnih koncih Evrope, smo poskušali odkriti nek model gostovanja, ki bi bil bolj trajnosten. In ideja predstave je,
da bo potovala, torej vseh 6 predstav bo potovalo z javnim prevozom, torej z javno pošto, recimo, ne. Zaradi tega so predstave toliko majhne, da se jih da preprosto zapakirati v ene škatle in jih potem z javnim servisom, poštnim servisom v bistvu pošljemo na drug konec Evrope, kar pomeni, da v bistvu se izognemo nekemu zasebnemu tovornemu prometu, zdaj, da bi mogel recimo nek kombi ali kamion posebej zaradi naše predstave potovati na drug konec Evrope. Tako, to je recimo nek model, ki smo si ga zamislili. Torej, a lahko za gostovanje celotne predstave uporabimo javni prevoz. To je recimo zaradi tega majhnost in butičnost predstav. Druga misel pa izhaja iz vsebine. V bistvu je torej vseh 6 predstav je zastavljenih tako, da bi vzeli pod drobnogled en kos sveta, torej pred občinstvom je na odru neka miniaturna podoba, hiperrealistična podoba sveta in za publiko deluje to, da bi v bistvu en kos sveta vzeli pod drobnogled in ga raziskovali. In zdaj pred očmi gledalcev imamo torej take miniaturne, hiperrealistične figurice. In ta miniaturnost na nek način sproža razmislek o majhnosti nas kot vrste, od majhnosti človeka, pa hkrati o gigantskih razsežnostih, ki jih kot vrsta imamo na okolje, na svet, v katerem živimo. Tako tudi tukaj recimo se igramo z razmerji, torej po eni strani majhnost, po drugi strani velikost težav, s katerimi se soočamo, ne. To. In še ena stvar je, zaradi tega, ker je torej publika izjemno blizu prizorišča, ima gledalec možnost doživeti eno tako res butično gledališko izkušnjo. Torej, zelo dostikrat se ukvarjamo v posameznih prizorih prav za vizure posameznih gledalk in gledalcev. Torej, kaj bo posamezen del publike videl, pa mogoče drug del publike ne. Skratka, igramo se s temi perspektivami, ki jih ravno zaradi te butičnosti predstave lahko izkoristimo. Res edinstveno. Klobuk dol. Zapisali ste, odhod ni zgolj estetski razmislek, temveč je tudi metafora za nujnost spremembe. Predstava izpostavlja idejo odhoda od trenutnih uničujočih praks in sistemov ter usmerjanje k trajnostnim alternativam. To je torej moto predstave. To je na toliko načinov nadtekst, podtekst, zavoljo katerega nastaja uprizoritev. Bi nemara kaj dodali na točki, ko se ima razpreti cvet uprizoritve druge po vrsti? Jaz mislim, da živimo v družbi in v nekem trenutku zgodovine, kjer se kot družba soočamo z problemi velikih razsežnosti in z zelo zahtevnimi težavami, zahtevni izzivi so pred nami. Problem je tudi, da so iz vidika recimo ekologije, okolja, izginjanja biodiverzitete, spreminjanja vremenskih vzorcev, skratka toliko različnih nivojev je, ker bi se kot družba morali angažirati in morali narediti spremembe in to hitre spremembe in korenite spremembe, da se zdi vse skupaj skoraj da nedosegljivo, no? Da bi kot družba dejansko zmogli narediti tako velike spremembe, ne? Tako da zdaj čisto iskreno moj intimen pogled v prihodnost ni tako svetu, sem bolj črnogled. Glede tega, kar nas čaka, tudi to, kar vidimo, je res iz leta v leto. Se iz različnih koncev sveta prihajajo vedno bolj tragične slike sveta okrog nas. Verjamem pa, in to pa res tudi trdno verjamem, da je dokler lahko
kaj naredimo, dokler lahko delujemo, je treba delovati. Nekako čutim tudi kot etično dolžnost, da dokler se bo še dalo, je treba absolutno napeti vse moči, vsak na svojem nivoju, torej in kot družba, in kot posamezniki. In tudi poklicati k odgovornosti in tiste, ki nosijo večji del odgovornosti, ker vemo, da v bistvu tudi recimo odgovornost za CO2 izpuste ni enakomerno porazdeljena. Ne? In tragika je, da bodo zelo verjetno tisti, ki so najmanj zasluženi za recimo ogljične izpuste, verjetno najbolj trpeli, ne? V prihajajočih letih. Tako da, ja, tle je nekako na različnih nivojih, tako kot posameznik, tako kot družba, tako kot tudi tisti, ki imajo recimo največ neke odgovornosti za trenutno stanje, se mi zdi, da je na vseh nivojih treba delovati. In dokler se da delovati, mislim, da je treba delovati. Delovati torej in nepreklicno zaupati v moč posameznika. Na pregibu začetka so violine in marimbe, a že kmalu potem iz globoke cezure zareži vojaški škorenj in svet se na toliko načinov zlomi. V odrsko postavitev nekje drugje ste ugostili vojno, njeno ultimativno nesmiselnost. Z žanrskim plastenjem, smemo reči, ste izgradili vizualno animirano doživetje, ki nima primerjave. Moja osebna izkušnja se je uspela v skrik, kakšna ustvarjalna izvedbena samoniklost, svobodoumnost. Kje sploh začeti pri nekje drugje? Vi ste pričeli? Jaz sem pričel 7 let nazaj z eno idejo, z idejo o tem, kako o vojni spregovoriti najmlajši publiki. Moram reči, da sem tudi sam zelo vesel, da ta predstava po toliko dolgem času še vedno živi, da je še vedno komunicira s publiko. Manj sem vesel, da je še vedno aktualna, mogoče zdaj še toliko bolj. Prav to je bila izhodiščna misel, kako torej spregovoriti o vojni za najmlajše, ker se mi zdi, da v družbi obstajajo neke take teme, ki jih je mogoče težje nasloviti. In se mi zdi, da je predvsem tudi za mlajše občinstvo lahko gledališče eno super sredstvo za razpiranje nekih vsebin, ki se lahko razprejo tako na intelektualnem kot na emotivnem nivoju. Ne? In jaz sem si želel, da bi ravno z predstavo nekje drugje sprožili oboje. Torej in razmislek o razsežnosti vojne in neko čustveno doživetje, torej, kaj da bi želeli s predstavo na nek način sprožiti, pa vzbuditi sočutje za ljudi, ki so vojno izkusili na lastni koži. Ne. Se je pa potem to tudi skozi ustvarjalni proces spojilo z neko zelo vznemirljivo uprizoritveno tehniko, ki se mi zdi, da tudi daje en tak poseben pečat celi uprizoritvi. Res mojstrija svoje vrste. Tankočutna kontemplacija, tihožitje, 9 poskusov, kako ohraniti življenje, je še ena umetnija posebej vrednega soja. Vse, ko se konča, se spet začenja, pomislim na vers Cirila Zlobca. Iz premise oživiti neživo, temeljne premise lutkovne umetnosti, izvijete vprašaj, kdo smo, ki si dovolimo lastniniti življenje in smrt? Kdo smo? Ja, tihožitje je spet ena taka zelo zanimiva predstava, ki izhaja točno iz tega, v bistvu tako ste rekli, zelo lutkovnega vprašanja. Ne? Torej, lutkarstvo, animator je vedno nekdo, ki ustvarja iluzijo življenja tam, kjer življenja samega po sebi ni. Torej, iz kosa lesa, iz neke figure, nežive figure, animatorka vzpostavi iluzijo življenja. Ne? In ravno ta preskok, ki se v bistvu zgodi po moje v percepciji gledalca, torej gledalec je tisti, ki v neživem telesu prepozna življenje, ne? Je izhajala celotna misel uprizoritve. Ne? In tu se mi zdi, da se je razprlo eno tako izjemno zanimivo vprašanje,
kaj je sploh ta snov, ta tvarina življenja, ne? Kaj je to, kjer mi prepoznamo živost in kaj je to, kjer ne prepoznamo. Ker tudi zdaj, recimo, po tolkem času, ko sam gledam predstavo, v predstavi igrajo trije fenomenalni, res izjemni animatorji, jim na trenutke uspe prav res to vzpostaviti to življenje te živali, je čista, v bistvu prav gledališka magija se zgodi, ne? Skozi ta nek zelo uprizoritven fenomen, pa smo z ustvarjalno ekipo želeli razpreti v bistvu še večje, globlje, širše pomenske plasti in sicer prav odnos človeka do žive narave, torej kako je človek do vsega, kar nas obdaja, ne? Torej vemo, da je že recimo v viktorijanski dobi se je z nagačevanjem živali začel neka ta miselnost, torej posedovanje narave, ne? Torej takrat, ko so začeli prvi zavojevalci, ne, potovati po svetu in zavojevati pač te širne dežele, so prinesli domov artefakte, ne? In so s tem, ko so prinesli artefakte in ga postavili na polico, so na nek način posedovali kost narave, ne? Torej ta živali, ki so jih ustrelili na svojih potovanjih po tujini in jih potem doma nagačili in postavili na police, so na nek način simbolizirali premoč človeka nad naravo. In tu je nekako, se mi zdi, ta vsebinski problem, ravno ta pozicija, antropocentrična pozicija, v katero se danes postavljamo zares, ne? Ker je človek, ki gospoduje nad naravo in nad živaljo. In ravno tukaj izhaja potem to vprašanje, kdo smo kot ljudje, ki si prilaščamo to božansko pozicijo, da lahko jaz kot posameznik odločam o življenju in smrti nekega drugega bitja, tako živalskega kot človeškega, ne? In tu smo poskušali skozi animacijo razpreti to vprašanje in obrniti perspektivo, torej pri nas na odru animatorska ekipa poskuša živemu bitju, ki je nekoč živelo in je podleglo pod roko človeka, spet vrniti življenje ali pa vsaj iluzijo življenja za ta en delček gledališke iluzije. Peto izumrtje dinozavrov je povzročil asteroid, vemo, v epohi, ki jo smemo legitimno in neslavno ožigosati s 6. izumrtjem, se kot usodnostni planetoid kažemo kar mi, človeštvo. V izginjajočem svetu nas srečate s tragično sedanjostjo, tokrat naglega izumiranja rastlinskih vrst. Pri tej predstavi se mi je zdelo pomembno prikazati celovitost ali pa širino problemov, s katerimi se soočamo. Torej, v javnosti, v medijih, na televiziji zelo dosti slišimo o izginjanju živalskih vrst. Torej, recimo severni medved je en tak sinonim izumirajočih živali. Hkrati pa je ta problem veliko bolj širok, veliko bolj kompleksen in tu sem želel s predstavo na nek način razpreti še drug zorni kot, da v bistvu skupaj z živalmi izginjajo tudi rastlinske vrste, ki so na enak način pomembne za ravnotežje znotraj ekosistemov, recimo, ne? In ravno to zavedanje, da z izginjanjem posameznih rastlinskih vrst izginejo živalske vrste in kontra. Z izginjanjem živalskih vrst izginjajo posamezne rastlinske vrste, ne? In znanstveniki so zdaj že poenoteni oziroma že prevladuje zavedanje o tem, da smo v procesu 6. velikega izumrtja, torej rastlinske in živalske vrste izumirajo z veliko večjo hitrostjo, kot so recimo pred industrijsko revolucijo, ne? To so zdaj že neki znanstveni dokazi za to. Kar pomeni, biodiverziteta se je v naravnih okoljih porušila. Neko ravnotežje, ki je bilo sorazmerno vzpostavljeno, se je precej skrhalo.
kako redki ste v svoji nepreklicni budnosti. Kako posebna pozicija je, ko izstopiš iz mižeče množice in zaslišiš to, kar obstaja, soobstaja. Z izrazitim slovarjem senčnega gledališča se igrate v več uprizoritvah. Galop, strahovito sta že 2 izmed njih. Zdi se, da kar tekmujete s samim seboj, kako se izgraditi v iznajdljivosti pri razgibavanju uprizoritvenega potencijala, in res vam spet in spet sjajno uspe. Na katere načine vse vam senčno gledališče odpira poti za dodatne pomenske presežke? Prva stvar, ki bi jo rad tukaj povedal, je, da je to zelo res. Izjemno me vznemirja raziskovanje gledališkega jezika, torej raziskovanje različnih uprizoritvenih pristopov, različnih tehnik, lutkovnih tehnik, različnih strategij, kako v bistvu publiko popeljati skozi neko pripoved, skozi neko zgodbo, kako tudi publiko vključiti v torej kako aktivirati domišljijo publike, kako voditi percepcijo publike skozi posamezne predstave. Ne? In tukaj v bistvu vsaka materija, s katero se pri posamezni predstavi ukvarjam, nosi neke svoje zakonitosti. Recimo prav senčno gledališče je izjemno zanimivo, ker je zelo blizu slikarstva v smislu, da se ukvarjamo z nekimi svetlimi, temnimi, barvnimi površinami v bistvu na platno. Tako da gre za, da bi rekli, neko gibalno, vizualno, ritmično strukturo, ki se premika po platnu. Zelo, recimo, pri vseh senčnih predstavah je vizualna komponenta izjemno poudarjena. Ne? Sigurno pa sence prinesejo seboj tudi neko nesnovnost, torej neko pojavljanje, neko mističnost, neko materialnost, ki se lahko zelo fiksne, zelo hitro razblini. Ne? In tu je tudi mogoče čar teh senčnega gledališča. Vaša vstopna postaja je intimni vpogled v metateme. Naša prihodnost, kot sva nakazala, se drži v 2 gobe. Katero vprašanje še vas črviči do te mere, da ga boste performativno raziskali, do obisti celo, če bo šlo? Ja, sigurno se mi zdi danes najbolj pomembna tema razmišljati o tem, kako kot posameznik delovati znotraj konteksta, v katerem smo. Zdi se mi, da kot družba potrebujemo neka orodja, da se bomo lažje spoprijeli z izzivi, ki nas čakajo. In tu se mi zdi, da bi si želel s predstavami na nek način razpirati vprašanja in mogoče iskati odgovore, kako delovati znotraj časa, ki je pred nami. Ti naposled, ali verjamete, da zmoremo izstopiti iz kapitalizma, iz religije, ekonomije, denarja, financ, zmoremo dekolonizirati pojmovne predstave, se sploh želimo osvoboditi orodij za sužnjevanja? Prej sem namreč izpostavila vašo budnost in tudi podčrtala, da je redka. Jaz mislim, da je sigurno v našem kontekstu vedno več opozoril, vedno več povzdignjenih glasov in prav je tako. Prepričan sem, da nas čaka, da so pred nami težki časi, da je to ena taka zelo zahtevna naloga, ki nas čaka. In takrat sem že prej tokom najenega pogovora omenil, se mi zdi, da je treba delovati, dokler se bo delovati dalo. In po srečku, ko so velu klicati na bele barikade, v vašem primeru pa z igrivostjo, učljivostjo in spontanostjo spet in spet raziskovati orodja gledališča, celo ali predvsem lutkovnega gledališča, tega svetlega obnebja.
Tin Grabnar, najlepša hvala. Hvala vam. Naj bo pot gladka in grčasta samo tam, kjer je to nujno za vsebinski prerastek. Hvala. Seveda se zahvalim tudi vam, spoštovano občestvo, in vas povabim kmalu spet. Bodite nezaslišano lepo. Srečno.